Meni osebno je zvok oziroma sluh nekaj najbolj nepojmljivega na tem svetu, kar je. Dejansko že ta podatek, da v bistvu ti sluha nikoli ne ugasneš. Tudi ko spimo, sluh še zmeraj deluje, naši bobniči delajo. Informacije grejo v možgane in to, ampak čez celo življenje je zvok prižgan. Ko gledam na glasbo, je tukaj ful več možnosti odprtih, kot ko gledam kot tonski mojster. Ker kot tonski mojster v bistvu so neki limiti, so neke meje, znotraj katerih se ti lahko giblješ. Imamo neko hierarhijo, glasba stoji v bistvu spodaj kot neka posla, IT-ton, nad IT-tonom so izjave in off. Naloga nase je razkriti skrivnosti poslednje meje človeštva. Najbolj znan glas, ki ga vsi poznajo v Sloveniji, je od Ivana Lotriča, on ima zelo dober glas. In ta glas sem se jaz nekako že tekom let dela z njim naučil ga zelo dobro poštimati. Ter spoznali, kako še vedno vplivajo na naše življenje na Zemlji in kako v vesolju vidimo sebe. Ivanu Lotriču ne moramo odvzeti nizkih frekvenc, bo on zvenel kot nek mladostnik, kar pa tudi ni fajn. Tako se mi igramo. Na terenu je dostikrat zelo različno, odvisno je, kakšne mikrofone uporabljajo, kje v bistvu so, kje stojijo. Če so recimo ob reki ali pa ob avtocesti, je to zelo problematično za zvok in za nas. Tukaj imamo premočne šume, kar se tiče avtomobilov. Takrat bi ste pa lahko v najstarejši muzej tenisa. Tukaj bom probal avtomobile ven spraviti. Pri vseh posegih, ko delamo v audio, od dovzemanja frekvenc stran, moramo biti zelo subtilni. Čim pretiravamo, zgubljamo na kvaliteti. Zdaj imamo lahko primerjavo, sploh kaj smo naredili. To smo mi naredili. To je bilo pa odprej. Sploh moraš napenjati ušesa, biti skoncentriran na frekvence, če kje ven pada. Torej, mi ne moramo v bistvu delati več kot 8 ur non-stop. Ušesa se mi utrudijo in rabam pauzo 2 uri, 3 minimalno. A mogo jaz popravljati to, kar si zdaj posnel, ne?